Ni meje. Za dobre ideje. Bernard Šutič je moj sogovornik, znanca, prijatelja z vrsto let in Bernard, tako naključje je hotelo, da sva se znova srečala na zelo ustvarjalnem dogodku, kjer smo vabljeni, da se učimo vse življenje. In del projektov je tudi vaš Orehov gaj, če sem si prav zapomnila, kjer ustvarjate kaj, kakšne inovativnosti spodbujate ljudi. Ja, mi ustvarjamo različne team buildinge, oziroma imamo tudi programe tako za otroke, srednja leta, stara, oziroma pokrivamo vse generacije. In tukaj smo bili povabljeni zraven, da naredimo tale projekt Čopič, oziroma ustvarjanje skupne slike. Se pravi, vsak bo ustvarjal en košček mozaika in ko se bo skupaj sestavljal v eno celotno sliko, je tako v bistvu kakor sodelovanje, a ne, se pravi, vsaka enota sodeluje, vsak misli, da dela zase, ampak v bistvu, ko stopiš korak nazaj, ko se skupaj sestaviš, pa vidiš celotno sliko, kar tukaj tudi bo. Me prav zanima, koliko ljudi se bo pogumilo in bo šlo ustvarjati, ker vendarle tudi likovni talent je nekaj, po čemer marsikdo hrepeni in je nekaj v ozadju. Če rišemo, če je ta miselna roka, kaj je vse, zakaj je prav likovna ustvarjalnost? Ja, v bistvu po izkušnjah, oziroma zdaj večkrat, ko smo tale program izvajali, je tako malo, pa nisem barvo risal že od osnovne šole, ampak ko padeš noter, je v bistvu nekaj terapevtskega. Tako da je tisto občutek, ko s Čopičem drsiš po platnu, barve mešaš, se zbudi ta spet nek otrok v tebi in ni važen, kakšen talent imaš, a je kaj čez črto ali ni. V bistvu, kakor sem rekel, ko sestaviš celotno sliko skupaj, vidiš, wow, in pol tako veš, aha, tole je moj košček, tole je pa celotna slika. Bernard, tudi tvoja osebna pot, marsičesa si se že lotil, od medicine pa potem številne dejavnosti, zdaj pa pri Orehovem gaju. Kaj je bistvo vaše dejavnosti in zakaj ste res odličen primer tudi za dogodek Lahko si, kar pomeni, lahko si zraven in ustvarjaš, se učiš novih veščin, novih znanj. Kaj je pa bistvo vašega delovanja? Dajati ljudem neke posebne izkušnje, neke posebne dogodke, nekaj, kar ti potem ostane za naprej. Se pravi, veliko delamo s podjetji in delamo take zanimive programe, kjer ljudje malo, ko ne rečem, skoraj da ne porinemo čez njihovo mejo, malo iz te cone udobja, ampak da potem vidijo, da v bistvu v tem uživajo in da jim je fajn, da znajo to tudi potem prenesti v svoje izkušnje, v delovnem okolju, v življenju in vse posod. Tako da to. Kot rečeno že prej, primer dobre prakse je tvoje življenje, tvoja odločitev, kako boš oblikoval svojo pot. Koliko ustvarjalnosti, česa vsega si se že prijel, kaj vse delal? Zdajle, imamo toliko časa, ne hecati. Bolj me zanima ozadje te odločitve, tako živeti. V bistvu zmeri sem šel za tem, tam, kjer se dobro počutim. Oziroma tisto, kar počnem, kar me polni. Zdaj sem tukaj, kot sem rekel, v Orehovem gaju, kjer delamo team buildinge, otroški rojstni dnevi, se pravi, z otroke je meni tako dobro delati, ker pač uživam, dajo ti direkten feedback, kaj, kako počneš in to tudi mene dejansko zelo polni. Tako je bilo tudi, ko sem delal v bolnici, medicina, vsi ti odnosi, ki se prepletajo, to je tisto, kar mene polni in to pač probam tudi dajati naprej. Bernard, kaj pa ta vidik, da nismo samo na enem delovnem mestu, ampak da smo fluidni, da se prepuščamo, si upamo iz cone udobja in se preizkušamo. Gre tu za odločitev ali nanese tako? Jaz mislim, da včasih gre za odločitev, včasih pa stvari kar same pridejo. Oziroma, življenje ti očitno v tistem momentu ponudi tisto, kar potrebuješ, zdaj pa samo od tebe odvisno, ali boš to zagrabil, boš šel v tisto smer ali boš ostajal v svojem kalupu. Tako da včasih pa še biti v tistem kalupu, včasih pa moraš iti čez, pa probati nekaj novega in tam najdeš neko novo srečo. Bernard, spominjam se tistih let, ko so tudi drugi prepoznali to dragocenost tvoje prostovoljske drže, sploh te humanosti in kako človeka nagradijo odnosi, nagradijo spoznanja z različnimi, to se ti vrstijo okolja, nepoznana, teh izkušenj je polno. Kako to pripomore k tvoji rasti? Jaz mislim, da v bistvu vse, kar sem delal, vse, kar sem počel, vsak odnos dejansko gradi mene. Saj jaz tako čutim, oziroma tudi zdaj se spominjam prav vseh teh ljudi, ki smo delali v bolnici in to še zdaj se s kakšnimi družimo, s tistimi pacienti, in to so res taki res lepi trenutki in to je vse tisto, kar mene polni. Tudi zdaj, vse novo, od mladih generacij do ne vem kakšnih, to meni daje in jaz upam, da znam to dati ljudem nazaj. Kako bi, čeprav seveda v najlepših mladostniških letih, pa vendarle, kako bi spodbudil odrasle k ustvarjalnosti, da se preizkušamo vedno znova v čem novem?
Ja, nikoli ne veš, kaj te v življenju čaka. Zmeri lahko spoznaš pri kakšni dejavnosti neke nove ljudi, neka nova odkritja, dobiš neko novo družbo in to ti da lahko nek nov zagon za naprej. Ker se mi zdi, da karkoli probaš, kakršenkoli nov odnos gradiš, ti pač doda še nekaj košček v tvojem življenju in se mi zdi, da to je pomembno, da delamo na teh stvarih. Vsakih nekaj let se srečava, sva se že v operi, zdaj sva se tule na Rogu. Kdo ve, kje se bova čez nekaj let znova, ko se bo Bernard lotil česa novega. Uspešnosti še naprej, v lovljenju te inovativnosti, naj bo življenje prijazno in hvala, ker ga lepšaš tudi skozi svoje oči in svoj čas. Hvala in enako tudi tebi in vsem. Ni meje. Za dobre ideje.